Ok, zdaj le nekoga poberem in začenjam svoj, ne vem, kako bi se temu v bistvu rekel, v avtoskatko ali pa neki. Pa da vidimo, naj bo prva žrtev tist, ki je zdaj le res na tapeti. In to je. Kaj masko, ne? Ja. Se sploh ne moram verjeti, da je to res. Ja, vem, ja. Čau! Živja, hej! Kje si, draga? Kako si? Dobrodošel v avto z mano. Hvala lepa. Ko tebe sploh folk kliče? Ajde, Roška. A te še kaj druga? A te kličejo Roški, ali pa Robi, ali pa Roberto? Ne, v bistvu mene vsi kličejo Robert. Robert. Beseda Roši, to si je izmislila Anja Ramšek. Meni gre ta beseda resnici na živce in ona mene Roši kliče zato, ker to meni gre na živce. Aha. Enkrat je rekla Roši, pa se je rekla, da te bom jaz po tvoji goši, stara. In ko ona ko zazna, da mene nekaj nervira, potem s pridom to uporablja proti meni. To so najboljši prijatelji. Ja, to so najboljši prijatelji, tako da ona je Roši je sfurala ona, zato ker se z mojega priimka pa imena nikakor ne da narediti dobenega vzdevka. Robert je ful tako trdo, čudno ime. Sam pa si Robert ali... Robi mi je pa sploh grozno, tega pa sploh ne smeš izgovoriti. Ja, to je pa meni. Robi me pa prav zazebe. In če smo zdaj že noter v temu, moramo valjda otvoriti s kakšno tvojo dilemo. Dve opcije imaš. Prva je to, da ubiješ svojo najboljšo prijatelja, se pravi tisto osebo, ki ti največ pomeni, in you get away with it. Se pravi, nisi obtožen umora, samo ti veš, da si jo pač ubil. Druga stvar je pa, da greš v donor bank in spiješ vse, kar je v stekleničkah. Ne, ta je pa ful brutalna. Jaz tu ne moram takih, ali lahko date malo bolj človeški, priznam? Ne, nehaj, no. Ne. Ja? Ne, glej, poslušaj, to se je praktično nemogoče odločiti. Ja, vem, ja, jaz se ne moram. Jaz ne bom popil tistega steklenička. Ja, tudi jaz ne bi, hvala lepa, ti to večkrat piješ, kaj jaz. Mislim, da sam je to še težji kazati. Zate je verjetno nepredstavljivo. Ne, glej, meni sem verjetno gravžal malo manj kot teb, ampak nezaslišano. Fuj, groza. Tako da bi najbrž vzel zraven en gosti sok, pa pač spil pa hitro splahnil s tem. Ampak kako bi pa s tem živel? Veš, koliko tračkov bi popil? Glej, prosim te, ne mi zdaj iti v detajle in tu ne bova dala nobenih dodatnih razlag, ker sem igral že vse skupaj. Če se jaz odločam, da bi imela one night stand, se vidi, da sem samska. Kdo misliš, da bi bolj zadovoljil moje potrebe? Jirca ali Ančika? Da jaz mislim, da Anja Ramšek nima nobene izkušnje žensko, medtem ko ti lahko povem, da Jerca ima. Jerca, kaj? Ja, ampak ne, ona je neki, a veš, malo je eksperimentirala, tako kot ene ženske, to kar neki probave, pa si tako strajtna. Neki probavajo. In jaz mislim, da bi te zato, ker je Jerca že to poskušala, ne vem, ne morem ti zares pisati, kaj ona že delala. Nekaj je počela, glavnem, in se mi zdi, da bi bila tle bolj vešča. Ja, jaz tudi mislim, da bi. Omega, ti tudi mislila to? Jaz tudi sem pomislila na Jerco, tako da Jerca poklič me. Namreč, francosko se moraš poljubljati. Zdaj, ali bi se raj z nekom, ki ima kle v kotičkih ust skozi ful belga. Prosim ne govor. Ali z nekom, ki se nenormalno slin. Tako nenormalno, šti, da se kar vleče. Od česa to belo sploh nastane? Ne vem, to je slina, ful suha slina. Meni je to grozno! Jaz bi zbral suho slino. Ja, ampak prosim, rad bi podaril, da ni nobenega pravega argumenta, zakaj sem to zdaj izbral. In to ne temelji na nobenih previous experiences. Vredo je, ja. Glej, poslušaj, to je bil pač moj prvi vzgib. Razumem, bolj te zamika. Ne. Ok, ta ni toliko težek, po moje. Ali bi raj, da vsakička en te stisne follow na Instagramu, da dobiš paper cut bolečino. Ali pa da nikoli več v lifeu ne ješ svoje najljubše hrane. Ko si ti nore? Ker zdaj moja najljubša hrana je poli, ne light v rezinah, to smo ni dobene konkurence. Pač kjera gnila hrana. In jaz ne bi mogel živeti brez tega sploh. Tako da jaz bi rajši paper cut, ker se mi zdi, da smo ljudje zelo hitro in pa zelo dobro se asimiliramo na spremembe v življenju in navadimo na nenavadne situacije. In se mi zdi, da se tudi na bolečino navadimo. Znaš kaj to? 50 jurjev paper cutov. When you put it that way, ne? A si ti predstavljaš, da ti zbrišejo profil? In pol v 3 dneh dobiš 40 jurjev. A tu med te kožice med prsti? Ni treba, da je med prsti, samo veš, ki se s papirjem urežeš, pa je res. Ok, zdaj pa tako. Jaz si ne maram premisliti, ampak mogoče, zdaj se je odpovedal Poli Salami, ampak jaz se v tej priložnosti Poli Salami res opravičujem.
Jaz sem njen predan fan, Martina Ptuj po moj lahko dvigne ceno delnic, zato ker jaz toliko konzumiram teh izdelkov. Ok, ja, nam bi ti razložil zdaj, kaj se je sploh s tvojim Instagramom zgodilo. Pa se vsi že vemo, ampak... Ja, veš, da meni sprašujejo, da zakaj bi bil lahko Roška, da vejo, da nisem glup. Ok. Ampak zakaj bi sploh karkoli odpiral in klikal, kar ti ljudje pošiljajo? Ja. Jaz sem bil ful pripravljena, da bom dobil kdaj zasebno sporočilo na Instagramu, kot sta Kažan pa Kori, no in jaz sem dobil mail. Tukaj pa mene potem večkrat pa to presenetilo, ker to pa jaz nisem bil pripravljen, v katerem so mi pač povedali, da je moj profil deactivated, oziroma... In to na čist legit način, ne? Ampak to veš, wow, in Roškar je potem večkrat nepremišljeno, zelo obžalujem to odločitev. Veš, da se celo eni trije so mi pisali, če sem se na to naredil namenoma. Ja. Nisem najdel enega dobrega argumenta, kako bi sploh pojasnil, zakaj bi kdo hotel to narediti namenoma. V glavnem, jaz sem v 11:08 sedel na kavču v moji dnevni sobi in sem prav naredil, veš kaj, a se ti kdaj zgodi, da se ti zdi, da je nekaj bilo toliko grozno, da misliš, da se ni zgodil, oziroma da si skušaš, ne, se ni, sem govoril, se ni. Potem sem pa odložil tako telefon, pa sem rekel, ne, vse je v redu, Roškar. In potem sem tako pogledal in mi sem rekel, Ne, mislim, predstavljam si, pa sploh glede na to, da si ti to gradil res... Pa res sem se matral, jaz bi plačal, sprašval sem me, koliko bi dal denarja, če bi mi hackerji ponudili, recimo, ne? Ampak jaz ne bi hackerjem plačal, meni niso ponudili nič, zato ker... A zato rabaš ti 5 jurjev? Ne, dobesedno so mi ga zbrisali, enim so pa ponudili 5 jurjev, Katarina čas je mislim, da dobila 10 odkupnine, ampak vsi so rekli, kako naj mi vemo, da boste vi nam dali ta... Dala eno tako lepo sliko, kam kdo spada in mi je tudi malo popredačkalo ljudi. Mi je bilo zelo zanimivo videti, kdo mi bo pomagal, kdo ne. Ampak ne, da sem pričakoval, to se zelo narobe sliši, ampak tako, ena taka lepa lekcija. Ampak vsebin je bilo, a veš, da jih je bilo, mislim, da čez 200 ur v highlightsih shranjenih. Veš, koliko je to? To dela. Veš, koliko je to bilo enega, oh my god, no. No, ampak glej, zagotovo pa še v Sloveniji zdaj živi pa ljudi, ki misli, da sem to naredil sam, kar je... Pač, ampak vse to vedno bojo. Pa vse to ni neštazga, vse ni problema. Ej, a gremo na misko? Ja, prosim! V glavnem, ti si mene rekel 2 komada, in škaj najbolj smešen, da jaz to CC drugarice sploh ne poznam. Čakaj, ali bi ti rada meni zdaj... Ne, zdaj pa to resno zadeva. A bi ti rada meni zdaj povedala, da ti ne poznaš pesmi Drugarice? Ne, ampak... Ti ne poznaš Drugarice? Lažljivice, kako si mogla, da bude s njim. Drugarice, lažljivice, kako si mogla, da bude s njim. Kad si znala, šta si mu dala, da te prevari. Drugarice, lažljivice, kako si mogla, da bude s njim. Kad si znala, što si mu dala, da te prevari. A ja, rastali, ok, dobro. Meni je Instagram pomagal v zadnjih 2 letih, da sem to, kar sem. Pa ti povem, kako je to prišlo, zato ker jaz sem, ljudje, ki me poznajo od začetka moje kariere, vejo, da sem bil zelo sterilen, pa dolgočasen, pa preveč pravilen radijski voditelj. Boring, v bistvu. Preveč pravilen, preveč sem se bal ljudem zameriti. To pa zato, ker se me je vedno skrbelo, da ljudje, če bodo zares vedeli, kakšen sem, me ne bodo marali. Se pravi, da bodo... Bal sem se biti to, kar sem, ker se mi je zdelo, da to ne bo dobro sprejeto. Ampak jaz sem res iskren in meni je Instagram pomagal, da sem jaz tudi karierno v smislu radija in vsega mojega dela to, kar sem. In zato jaz sem res to platformo rad, vem, da se mogoče to malo bizarno komu sliši, ampak jaz sem bolj happy zaradi tega. To si rekel, moje sonce. Oh my god, moje sonce, to je... To pa še jaz znam. Res? Ja, farta, no! Če bi mi zdaj nekaj na te ne poznaš, stopi ven zdaj takoj. Pa jaz, to je moja generacija. Koliko je dobra? Lajko. Spomni se na sončen dan, kaj skrbi odnese stran. Spomni se, takrat bitva, skupaj eno sva. Spomni se, ko srce razganja in opaziš, da podnevi sanja. Spomni se, da kot prsta mala na eni roki sva. Zameni noči in ne pogledal temnih očeh, tisti je sreča, da te imam. Moje sonce si, ki prežene oblake, moja svetla zvezda, ki kaže poti. Mene ne zanimajo tvoje napake,
A, tu se zdaj snima? Ja, to se zdaj Ej, snima. zakaj se, gled, nek omega nek filter sem Ja, bral. klikni si na Oh my God. filter. No, zakaj, jaz sem, to je ekstra huda avantura, oh my god. In še telefon imam tvoj. Mali screen imaš, neš ti rada veliko, a ja, ne, ti neš rada velikih. A, to je bolj moja domena. Ne, A to je tvoja pesem, ali kaj čak? Ja, Tvoje besede vse bile so le laži. Tebi sem dal ljubezen, delil s teboj vse. Z Bogom odhajam, ker ti varala si me. probi zbrskati eno stvar, ki jo res ne ve veliko ljudi o tebi. Eno tako zanimivo. Ajde. Lej, Omega, to pa po mojem res pomalo ljudi ve. Okay. Mene ekstremno pomirjajo zvoki, ki se ponavljajo v stanovanju, kot je recimo kalorifer. O, groza. Jaz sem ful rad ponavljajoče te zvoke, ki mene to tako, to meni distressing. Meni je to boljše od glasbe. Najboljši mi je, drugi najboljši mi je kalorifer, všeč mi je tudi pomivalni stroj pa pralni stroj, ampak pralni stroj ni preveč konsistenten, ampak spreminja zvoke, ker gre v centrifugo. O, bože. No, in najboljši pa mi je sušilni. Sušilni pa ima eno tako najbolj prijetno frekvenco in jaz večer včasih, ko ne morem iti spat, tam mokro brisač od tuširanja sušilc, pa je prazen, pa ga za pol ure zaženem, zato da se pol ure stroj dobesedno brezvezno vrti, zato ker tista brisača je tako umazana in jo bom mogel vsakem primeru drug dan dati prat. Ampak jaz dam noter mokro brisača, zato ker stroj dela toliko časa, da tega brisača mokra. O moj bog. Kratka, in potem moraš se zavedati, da jaz ene pol urice imam to frekvenco in si vrata od spalnice, pustim odprta kopalnica je zraven. In meni pol ure lepo stroj sušilni brni. To je najboljši zvok mojega lifea, zvok sušilnega stroja. Evo, Jaz pač po resnici midva povem. sva pa tudi prišla Oh my na konec God. najne poti. It was short but sweet. That was so much fun. Dragi sledilci od moje predrage kolegice, ki ne pozna drugarica, ne? Ja, jaz bi res rad dosegel moje število nazaj, zato ker jaz mislim, da bodo vsi ti, ki bodo prišli, ful imeli kaj za videti, no? Ker pač na mojem Instagramu se res veliko dogaja. Meni to veliko pomeni. Tudi če 50 ur ne bom nad žalosten, jaz sem hvaležen vsem, ki so šli. Eneš pa ne narobe, če še pa kak pride, ne? No, evo. Spasiba. Spasiba.